partizani meje niso priznali. Mi smo se borili za Jugoslavijo. Ne za Hrvaško, ne za Slovenijo posebej. Za obe skupaj. Ja, bili smo braća. Ja, tako. Ampak za partizane ni veljala meja, a za okupatorje, za Italijane pa Hrvate pa verjetno je nekaj veljalo. Seveda je. Hrvati, kot je meni znano, so imeli v Sošicah, to je v Žumberku gor, so imeli najprej neko celo carinsko službo so postavili. In so jih partizani Žumberčani takoj razorožili in nagnali iz Sošic. In Italijani so imeli posebne enote GAF, GAF, to je Guardia di Frontiera. So imeli klobuke in tisti so bili na meji tukaj gor nemški in so te iz nemške meje, tle iz Litije, iz Lipoglava, ne, to je tle dol na Savi, ne, kjer je bila nemška meja, so jih premaknili v Belokrajino in so prišli k nam, so rekli, da so prišli iz Lipoglav. Je rekel moj stric, a ste dobili tudi Poglav? No, in so bili, kako bi rekel, mejna enota, ampak dejansko meje tam niso spostavili v tem smislu. Zdaj, a so oni patrolirali dol ob Kolpi ali ne, ne vem. Mislim, da ne. No, prej ste se dost, ko bi rekli, prijazno izrazili do Italijanov, se mi zdi, ne? Ampak pol ste pa, koliko jaz vem, kar precej dobili po glavu, ne, ko ste vi rekli. Ja. Kaj se je zgodilo? Tako kot se je dogajalo v tistem času. Tam je bil en železniški delavec, ki je bil malo pijančka in je obdeloval tiste nivice ob progi in je zahteval, da mu mora oče zorati tisto nivo in to naslednji dan. In oče je rekel, ne bom, ne, in on se je jezil, ne, in je nekod kole prste porival naprej. Je oče ali nalašč ali po nerodnosti je zakladom, ki je nekaj zabijal, bi mi udaril po prsti. In on je prijavil, da je komunist. Sosedna sestrična, torej ščerka, je videla to, da je ta železničar kazal našo hišo, pa rekel komunist, žensko ni znal. In takoj so prišli Italijani z bajoneti na puškah iskat očeta. Ni bil doma, jaz sem stekel v Gradec, ki sem vedel, da je v gostini, in mu povedal, in se je izmaknil in odšel partizane. In potem so Italijani v okviru Roške ofenzivije, je bila julija na vrsti Bela krajina, požgali domačije vsem, ki je bil kdo v partizanih, in družine spravili v internacijo na Rab. Nam je en železničar, ki je imel pravico gibanja, ker je imel železničarsko kapo, prišel povedati, bežte otroci, se izganjajo za žico v bunker, v utrdbo ob železniški postaji. In mi smo zapregli 2 voliča, zadaj vzeli 2 krave, hiša je blizu hosta in kar šli v hosto, gotovo. Sami smo bili doma, mama je bila na nekem zdravljenju v Italiji, Italijani so tudi za to skrbeli. TBC bolnik je bila in so jo spravili v nek sanatorij, tam nekje blizu Benetk. Stari oče je šel po pijačo, da mu naslednji dan mlatili pšenico, no, mi 4 otroci smo bili doma in smo šli v hosto. Katero leto je to bilo? To je bilo 26. julija leta 1942. In prvo noč smo prespali v gozdu tam blizu Stranske vasi. Po noči se je ulila nevihta, toča je tokla, 2 otroka, 6 let star, 8 let stara sta jokala, mi smo jih pokrivali, še sami jokali zraven in tako naprej. Drugi dan je prišel nekdo
povedal, da je tudi nekaj drugih ljudi ušlo Italijanom. Smo se znašli in čez 2 dni je prišla po nas partizanska patrulja, 4 fantje in so nas spremljali preko Stranske vasi, Črešnovca, Štreklovca, Osojnika, Brezove Rebere, Luže, gor na vrh Gorjancev, ne, na tale vrh nad, kako bi rekel, nad sedanjim cestnim prehodom. Tam je bil lager, ne, so imeli šotore partizani, no in so nas spravili v tisti, oče je bil gor, nas je spravil v tisti šotor, drugi dan smo šli v stroj, bi rekli, tako kot vsi drugi, ne, da smo dobili za jest. Bil je golaž, kot skoraj vsak dan. In dobil sem še 3 cigarete tudi, ker je bilo za vse enakost in tako naprej. In tam so bili sami domači fantje, Metličani. Katero zgodbo